A ste se že kdaj vprašali, kaj se zgodi, kad ti na klancu navzdol na kolesu crknejo bremze? No, midva sva dobila pred parimi dnevi en tak lep pogled v to, zakaj se to zgodi. Tako da, evo, kar je tebi. Ja, to se je meni zgodilo, ne? Ja, jaz sem šel pred enim tednom na eno lepo turico, ki je lepa, če ne dežuje, pa če ni preveč mrzlo, ne. In jaz sem, glede na to, da je junij, pa so bile take lepe temperature, bil prepričan, da bo tudi tisti dan vse lepo in prav. In nisem niti neki zelo gledal vremenske, čeprav so mi rekli doma, da bo dež, pa da bo mrzlo. Sem bil jaz, ma ne, sej. Malo bom pogledal vremensko, pa sem videl, da popoldne ne bo, tako da bo v redu. In sem šel, zjutraj se zbudim, tam malo pred 5 uro zjutraj, in grem ven in vidim, da dežuje pa ene 12 stopinje. In sem hitro ugotovil, pa noče še bila ne malo, in sem hitro ugotovil, da to ni prav dobro, ampak pa sem si tako rekel, toliko pameten, kot sem, ne. Dobro, zdaj sem na višini 320 metrov, na Jezerskem, ki je malo čez 1000–1200, je zid bolj toplo, kot na 320 metrih. Tako da sem bil pa še dolg časa v rabu do tja, vse bo šlo, ne. Ja. Po je še malo nehal dežvati, ki je že dežval, pa sem rekel prav, ne, pač gremo zdaj. In sem šel, ne, tako je začel dežvati, na Jezerskem je bilo zelo mrzlo. Če ne bi bilo klanca, bi po moje raje kar obrnil. Edini klanc me je še grel, pa je bil spust v Avstrijo, ki je bil pač, hvala Bogu, zelo kratek in me ni niti spet toliko zelo zebel. In pol takoj naprej na en klanc, kjer je bilo, pa sem pogledal, najbolj mrzlo, 11 stopinj. Pač na Pavličevo sedlo, za te, ki poznate. In pol naprej v Slovenijo, v Solčavo. Je bilo mrzlo, ampak sem pa začel na enem položnem spustu dosti poganjati in sem se nazaj ogrel. Pa prej moram že zdaj povedati, da sem imel majčkene težave z bremzami, ker v bistvu sem imel rezervno kolo, mislim staro kolo, recimo starejše kot jaz skoraj, ne. Mislim, po moje je starejše kot jaz in nima diskov, ima rim brake, ne. Tako da to je ena zelo velika razlika, ki jaz do takrat nisem resno jemal, rekel sem si, sej so lažji kot diski, pa tako bo šlo, ne. Ker sem imel to glavno kolo Vigerja na popravilu, in zato sem vzel tega, če ne. Nisem toliko neumen, da bi šel s tem. Ampak ja, ne, pa sem šel, ne. Tako da sem dosti neumen. No, ne vem. Pol pa sem, v bistvu na začetku sem imel v planu narediti 200 km pa 4000 višincev. In vzel sem dva bidona, enega pol litra, en 750 ml. In v končni fazi sem popil pol tistega pollitrskega bidona v 155 km pa 3400 višincih, kar se mi zdi zelo malo, čeprav se je skozi dežvalo, pa sem bil skozi namočen, sem mogoče kaj dežja popil. Ampak ja, čist premalo sem pil, Frutabel sem imel nekaj, ki jih tudi nisem mogel nekaj zelo veliko pojesti. In potem sem prišel do Krvavca, čez še en klanc, sploh ne bom omenil. Spust je bil pa nekako prijeten, ker ni toliko veliko več dežval, ker sem prišel pa v Kamnik, je pa začel dežvati in je dežval do Ambroža, ki je bilo pa že toliko mrzlo, da sem ugotovil, da mogoče najbolj, da ne grem do vrh Krvavca, ampak da se obrnem, pa grem še dol, pa nazaj gor. Ker enostavno spusta ne bi zdržal pol pelat dol, to je bilo mrzlo, pa dežval je noro. In v bistvu dosti brez težav odpeljal še ti spust. Bremze so še kar delale, pol pa nazaj grede gor, ok, spet brez težav, samo da je pač težko, ko greš gor. Ko pa spust, pa težave, so se začele že na prvem ovinku, bremze kar naenkrat niso več toliko zelo dobro delale, in sprednja in zadnja. In v ene par ovinkih sem začel ugotavljati, da jaz ne moram več speljati ovinkov in sem
pelil že naprej v izletno cono, naprej na srečo noben ovink ni bil od tistih, ki se mi je to zgodilo, tako da bi kam res nevaren zletel, kakšen prepad. Okay. Vedno sem se ustavil tako na eni potki, ki pol gre makadamska v gost in je bilo še v redu. Pa je prišel en ovink, kjer pa enostavno tega več ni bilo, bremze so čisto popustile, hitrost je bila velika in sem sam zletel naprej po travniku dol in ene 150 metrov sem letel s kolesom, črta brez bremz, ustavljala me je samo še tista trava, ki je bila dosti velika in sem se nekako srečno ustavil brez padca. Da se je dobro končal, pa so me pa še eni prijazni Nemci pelali do konca spusta, ker enostavno se ne bi mogel več pelati s tistim kolesom. No, in kako se zdaj to zgodi? Zakaj bremze odpovejo? Ja, prvič, jaz mislim, da zaradi tega, ker enostavno se skozi na teh čeljusti se nabira nek prah in dež pa to naredi nek tak prevleko čez, da pol to ne more več bremzati. Meni se to tako zdi, da na diskih, ki so manjši, pa ne toliko prtleha, da se to ne zgodi, ker ni toliko stika z gumami, ki pol mečejo te stvari, ki so na cesti, ki je gor, pa pol na tam, kjer se bremza, na obroč. Ja. Zelo veliko različnih opcij bi lahko bilo tukaj, ne? In v tej tvoji opciji naši podatki so, ki jih moramo zdaj razbrati, je pri Jakatu je pri tebi takrat že 6 ur deževal, Ja. je bilo je mrzlo in tvoje kolo je bilo v teh pogojih, ne? In hkrati je bilo, ceste so bile umazane, bilo je zjutraj, tako da je bilo res še enkrat poudarjeno mrzlo. Ja, zelo mrzlo. In dolg časa se te diski niso, diski, rimbrejki se niso segreli dosti, ne? Ja. Da so zelo mrzli. Ja. Kar je slabo, ne? Ja. In kot si rekel, dežvalje, kar še bolj tam, pa tudi makadam je bil vmes, moram reči, ker so neki gradili, kar je še dodatna težava, se mi zdi, ker ves ta material je zelo blizu tega dela, kjer se pač zavira, kjer se bremza, ker pri diskih pa ni tako, je to vse na sredini. Ja, ker te rimbrejki so na obroču, ne? Na obroču, Ja. diski pa niso. In tudi manjši so in nekako jih pol tudi lažje segreješ, ko začneš. Ploščice so manjše, ja. Ja, seveda. Kakšne pomote tle. In diski so pa ful močnejši, ne. Tako da, po moje je to zih razlog, da se je to zgodilo. Prvi pogoj pa meni se je pa največji razlog za to je dež, ki je bil konstanten, Ja. več kot da je bilo mrzlo. Sam ti si rekel, da misliš, da so se ti pol pregledali v tem trenutku, ne? Ja, Sam, mislim, ne, diski so bili, ne diski, rimbrejki. ja. So bili, mislim, po moje, nisem pošla to, da so bili topli, po moje sploh niso bili topli, ker enostavno niso več prejeli, sploh pomeni, da niso bremzali. Ja. Se pravi, tukaj bi jaz rekel, da možno je, da se ti je umazanija nabrala Ja, in da ti si imel, tvoja ploščica je že precej pobral ja. in samo en del ven gleda in lahko, da si tam vmes kaj nabral. Pa da ti ni pač zaradi tega več prišlo v stik zraven. Ampak zdaj glede na to, da so se ti kolesa vrtela, pa da je tisto v bistvu hkrati praktično skozi prazne, je to mogoče malo dvomeče, ne? Ja, Zdaj, jaz sem tudi prišel do tebe s tem kolesom, ja, pa že delam. pa dela, ne, zato Ja. ker je suho. In se je očitno sam mogel segreti. Tako da zdaj dela, recimo, jaz sem zdaj prišel komot s tem kolesom sam. Bremze, na primer, pa tudi nehajo dobro delati takrat, ko so zelo hladne, ne? Ja, in zig A pa so še ne dobro delale. In takrat so bile zelo hladne, tako da jaz bi rekel, da prej kot to, da so se pregrele, je, da so se podhladile, ne? Tudi. In da ker niso bile dosti segrete, ker tudi mogoče trenje ni bilo med obročem, pa med ploščico ni bilo več dosti veliko, ker jih je pobirati začela, ne? In ker ti je sproti res močno hladil, ne, zaradi vode pa zaradi zraka, da so se ti začele podhlajevati in da se verjetno tista guma, ali je guma ali je kovina, ker avtomobilske so iz neke vrste kovine, meni se zdi, ne? Ja, meni se je veliko. Neka vrsta kovine, Ja, ne? neka Ja. vrsta. Ni zdaj to. Da se je toliko ohladil, da se trenje zmanjša
In da ti ne moreš enostavno dosti velikega trenja ustvariti. Ker ti, ker si stiskal bremze, so se bremze še zmeraj stiskale ob diske. Ne? Ja, ni bilo Tem, mehanske. da se ne bi stisnili do konca. Ne? Ja. In tle ti čisto enostavno, ker to se pa potem gre čez kabel, ki je napeljan po okvirju. Ja. Gre do sprednje pa do zadnje. In ta kabel v bistvu mehansko stisne to bremzo skupaj. Ti potegneš, žica gre takole, je napeljan, žica je ena stran, druga stran in žica je tle vmes, skozi eno stran gre v prazno, samo en tak zaklopajec je, ki jo potegne, na drugi strani je parpet zraven in ti to, ko potegneš bremzo, se pravi tle tukaj, ne, se da žica povleče te dva dela skup in se zato rim brejki, se pravi, stisnejo. Ja. In potem začne delovati med feltno, pa med ploščicami trenje. In to trenje te ustavlja. Ne? Ja. In če ti to trenje zgubiš, verjetno tukaj, zaradi prevelike ohladitve bremz, čisto enostaven, ne moreš prenesti dovolj velike sile skozi, ker je koeficient trenja se toliko močno zmanjša, da ti ne moreš dovolj velike sile, da bi v zaveru temu. Ne? Saj ti verjetno se ne zgodi to, da bi ti pač bremze toliko povedale, da ne bi nič prijela. Ne, se še ne primejo, samo... Veš, sem pogledal, sem ustavil kolo, ga zavrtel in pa stisnil. Pa so se ustavile, ne? Ampak problem je, ker si ti težek in greš dol po klancu, imaš že hitrost. Vztrajnostni moment imaš, in pol pa tega pa je enostavno očitno takrat bremze niso mogle zdržati več. In prenizek koeficient trenja postane in tle je to potem tisti razlog, zaradi katerega bremze nehajo delovati. Ja, in sem letel po travi, ker le en stran. In tukaj je mogoče en tak lep dokaz, zakaj so disk brejki, čeprav so dražji, precej boljši, to sem se vedno spraševal. Zakaj je to? Zakaj bi dal 500 € več za diske, če so une bremze verjetno celo lažje? Lažje so zato. Na aerodinamiko nimajo nekega gigantskega vpliva. To smo že razlagali. Ja. In zakaj bi potem želel imeti diske? Ne? No, zdaj vem in zdaj vam povem iz prve roke, izkušenj, da diske, mislim, vse večino koles je na diske, ampak tisti rim brake loveri naj si kupijo diske čim prej, da se vam ne zgodi kaj takega. Ti v bistvu nekako je tudi razlog, zakaj so diski boljši na suhem kot v dežju, kot navadni, kot te rim brake. In to je zaradi tega, ker bolj enakomerno ohlajajo, diski se bolj enakomerno ohlajajo kot feltna, ker feltna je pač ena enota, ki je namenjena temu, da boš silo kolesarja prenesel na tla. Disk je pa narejen izključno zato, da boš ti ohljeval ga. Še en razlog je, ti s tem, ko imaš diske, ne obrabljaš feltne, se pravi, ne zgubljaš trdnostni feltne in s tem diske boš mogel zamenjati, ne bo ti treba pa feltne menjati, če ne bo nekega mehanskega vpliva na to. Točno to, In zato to je pa sploh pol finančni razlog, ker te pa to pošla zelo hitro, zelo veliko. Pa še grz gleda kolo, se mi zdi, da... ker imaš obrabljene, mislim, ker imaš obrabljene feltne. Ja, ni teh kablov, ki morajo iti pred balanso dol, pa tako, no. Ja. Nekako to je vse, ne. Kaj sem še hotel reči? Iz te izkušnje sem se naučil, da v dežju več z rim brake ne grem na kolo. Nikoli več, definitivno. No, jaz sem pa hotel še povedati, ne, da za na suhem so rim brake sprejemljivi, ne. Dokler so može biti pa, splača se imeti luft pri ploščicah, da jih zamenjaš preden misliš, da jih dejansko moraš zamenjati. Da imaš, ne vem, tam, koliko, 3-4 mm lušta, sigurno. Preden si uničen, moraš le menjati ploščice, preden so zgodne. No, ampak sigurno so pa diski boljše bremze. Tako da to sem ugotovil, čeprav nisem bil toliko zelo prepričan, da so, pa se zdaj to vem. Zdaj se pa izkazali. Priporočam diske. Testiranje v realnem svetu pokaže, diski boljši. To je to, kar sem vam želela danes z današnjim pogovorom
poslati sporočilo, Bil je povedati, kratek, ampak dost jedrnat. Ja, se vidimo naslednji torek.